Evo in že prvi v seriji mini nasvetov pri izdelavi spletne strani. In sicer prva stvar, ki želim, da se zavedate, ko se lotite izdelave spletne strani, je to, da tudi če izdelavo prepustite ne vem kakemu strokovnjaku ali celo ekipi strokovnjakov, agenciji, komurkoli, in v izdelavo vložite ogromno denarja, bo velik delež dela še vedno na vas. Spisati bo namreč potrebno vse tekste, pripraviti fotografije in izbrati, katere se bodo prikazale. Sprejeti bo treba kopico enih odločitev, da bo spletna stran resnično taka, da bo delala točno to, kar vi želite in kar v bistvu vaši sledilci, obiskovalci te spletne strani potrebujejo. Z izdelovalcem boste morali tudi vsakodnevno sodelovati, da boste nekako iskali rešitve, ki so najboljše v vašem primeru, ne. In potem, ko je spletna stran že postavljena, se delo za vas šele začne z upravljanjem. Torej, če v bistvu razmišljate o izdelavi spletne strani, si najprej zagotovite par tednov časa, da ga boste lahko namenili pripravi vseh teh materialov, ki so potrebni za izdelavo, in pa usklajevanju z izdelovalcem, če ga boste imeli. Mogoče pa tudi pomislite zdaj, da to lahko prepustite nekomu drugemu, da za vas naredi, torej ta strokovnjak ali neka agencija bi lahko vse te tekste in vse to za vas spisala. In to v bistvu nikakor ni res, tega nikakor ne narediti. Lahko vam pomaga, seveda, nikakor pa ne more namesto vas pisati tekstov, ker morajo priti iz vas. Ne more se fotografirati namesto vas, ker ste to vi, in pa seveda ne more sprejemati pomembnih odločitev namesto vas, zato ker je to vedno povezano in z denarjem, in s časom, in z delom, ki vas potem v prihodnosti čaka. In morate vi biti tisti, ki to sprejemate. Spletna stran je namreč vaša in vi morate stati za njo, jo s ponosom pokazati svetu in tudi z lahkoto potem uporabljati. Pri izdelavi spletne strani lahko sodelujete tudi z ekipo Intelektuma, zato kliknite na povezavo v komentarju in si rezervirajte termin brezplačnega 30-minutnega posveta, kjer se v bistvu pogovorimo o čisto vsem, kar si vi želite, kaj je možno v okviru vašega budžeta recimo, in pa se potem odločimo, ali je mogoče smiselno sodelovanje med nami, torej da bo res vse skupaj v doprinos in nam in vam. Tako da, jaz se že veselim, da vas poznam, dobrodošli. Se vidimo. Čau, čau.